En lep novembrski pozdrav vsem skupaj, tudi tistim, ki me danes na novo spremljate. Kot veste, že tretja delavnica oziroma nam delavnice odpadajo in zdaj bo tole tretji posnetek, ker bomo virtualno z vami. Za današnjo ponudbo sem si izbrala, ker je zimski čas, oziroma pozno jesenski čas, sem si izbrala eno zelo zanimivo jed oziroma jed, ki jo velikokrat doma pripravljamo. Za tiste, ki so še malo skeptični, da je mogoče za njih prezahtevna, sem danes izbrala segedin golaž in koruzno polento za prilogo. Za to jed rabimo čebulo, nasekljano čebulo, potem svinjsko meso, lahko uporabimo rebra ali flam, ali pa tudi mogoče kdo ne želi mastne hrane uživati oziroma da tega ne more, ne sme, lahko uporabi tudi pleče. Ali pa goveje meso, ampak jaz bom danes uporabila svinjino. Naslednje živilo je kislo zelje, ki ga bom jaz skuhala posebej. In to zaradi tega, ker ima zelje veliko kisline. Kislina pa vemo, da preprečuje meso, da bi se omehčalo. Potem uporabim še začimbe, kot so paradižnikova mezga, mleta sladka paprika, potem poper, obvezno je kumina, lovorjev list in pa seveda nepogrešljiv česen. Pa olje za praženje čebule. Zalivala bom zopet z osnovo, ki sem si jo pripravila. To je zelenjavna osnova, tako da je primerna za zalivanje te jedi. No, pa začnimo s pripravo. V lonec dam olje, ne preveč. Preveč maščobe škoduje zdravju. In dodala bom sekljano čebulo. Čebulo bom pražila, da bo rahlo zasteklila. Čebulica je rahlo prepražena, svetle barve še, kljub temu. Zdaj dodamo meso, narezano na kocke. Kocke so lahko različno velike, lahko so tudi manjše ali pa večje. Meso pomešamo, da se lepo zapeče. S tem, ko se meso malce zapeče, dobi jed tudi boljši okus in aromo. Nikoli pri praženju ne zalijemo takoj jedi, vedno počakamo pa večkrat premešamo, zato da jed ima boljši okus potem na krožniku. Meso je prepraženo. Sedaj bomo dodali lovorjev list, česen sekljani, malo sladke mlete paprike, paradižnikovo mezgo, poper, in sol. Meso zalijemo s fondom. Dodam še kumino. In zdaj se bo tole vse skupaj lepo dušilo do mehkega.
pokrijem. Tako, meso je dušeno, mehko, primerno. Sedaj pa dodam še samo kislo zelje. Dobro prevrem in jed bo gotova. Če bi jed bila pregosta, lahko dolijem tudi malo vode od kuhanja zelja. Jed še dobro prevre. Mogoče še kanček osnove. Ravno zaradi tega, ker je lahko industrijsko pripravljeno kislo zelje bolj kislo od domačega. Tako. Tale naš segediner je zdajle pripravljen. Zgostili ga nismo nič, zaradi tega, ker bomo zraven postregli polento, ki jo bomo zdajle pripravili. In zato jed ni potrebno posebej zgoščevati, ne. Poglejte, kako krasna jed je danes to. Precej je mesa not, ampak kljub temu. Za zimsko prehrano je lahko malo močnejše. Več energije, več kalorij. Za koruzno polento bomo pa rabili mešanico vode in mleka, je že zmešano, sem že to pripravila. Potem sol, maslo za izboljšanje okusa, lahko bi dali tudi olje ali pa tudi svinjsko mast, ne? In potem, ko bo tole zavrelo, bomo zakuhali noter koruzno polento. Uporabljam koruzno polento zaradi tega, ker je čas kuhanja precej krajši, in sicer tam 2 do 3 minuti bo to vrelo. No, in potem bomo to jed servirali kot prilogo zraven segedin golaža. Pa začnimo. Mleko bom solila. Takole. Dodam maslo. In počakam, da tole zavre. Mešanica masla, mleka in soli nam je zavrela in sedaj bomo zakuhali polento. Damo 1 del koruzne polente in 2 do 3 dele tekočine. Mešamo z metlico, da ne nastanejo grudice. Potem, ko smo že zakuhali polento, potem pa lahko mešamo tudi s kuhalnico. Še po kotih. Takole, polenta je kuhana in sledi še samo serviranje. Še malce popečene slanine. Za boljši okus. Tole je naša jed, segedin golaž, koruzna polenta in dober tek vam želim.